Le kaj bi to bilo? Če imate v mislih karkoli drugega kot zvočnik, se žal motite. O tem, zakaj in pa kako deluje, pa več izveste v tem videoposnetku. Da bi razumeli, kako zvočnik deluje, moramo najprej razumeti, kako slišimo. Zaznavni organ za zvok je uho. Da pa zvok pride do nas, potrebuje izvor in medij. Zvok se ustvari s tem, ko izvor zavibrira. S tem premakne delce v zraku okoli njega. Delci nato nosijo ta puls vibracije naprej. Uhelj ulovi to valovanje, kar mu omogoča njegova oblika, in ga pošlje po sluhovodu v srednje uho. V sluhovodu pride do resonance, ki ojača valovanje. V srednjem ušesu se nahaja tanek kos kože, ki ji pravimo bobnič. Ko se ta zatrese, naši možgani interpretirajo vibracije v zvok. Slišimo različne zvoke. To je zato, ker se ti signali, ki potujejo do nas, razlikujejo v frekvenci in v amplitudi. Frekvenca valovanja je hitrost, s katero nihajo valovi. Merimo jo v hercih, ki označuje število nihajev v sekundi. Z višanjem frekvence valovna dolžina pada in obratno. Človeško uho zaznava le določen spekter frekvenc, približno od 20 Hz pa do 20.000 Hz. Okoli polov trajnega magneta je nameščeno navitje, skozenj teče tok, ki se spreminja v ritmu zvočnih frekvenc. Zato se tudi magnetno polje stalno spreminja, se ojačuje ali slabi, ter bolj ali manj priteguje membrano, nameščeno pred poloma magneta. Kot vemo, se nasprotni poli privlačijo, enaki pa odbijajo. Zato je razumljivo, da se ob konstantnem menjavanju polaritet elektromagneta le-ta premika gor in dol. Ob njem se namreč nahaja trajni magnet, katerega polariteta je vse skozi enaka. Elektromagnet je pritrjen na vrh stožca membrane, ki proizvaja zvok. Zaradi premikanja elektromagneta se premika tudi membrana, kar povzroči razredčine in zgoščine v zraku. Da izvedemo željen zvok, mora biti polariteta na elektromagnetu izmenjena v primernih razmikih. S tem dobimo ravno pravšnje vibracije membrane. Kot bodoči inženirji multimedije pa moramo znati uporabiti pridobljeno znanje tudi v vsakdanjem življenju. Pa si poglejmo, kako lahko naredimo zvočnik iz dveh papirnatih krožnikov, magneta, nekaj žice, lepilnega traku in papirja. Ovijemo nekaj papirnatih trakov okoli magneta, da ločimo tuljavo in magnet in tudi, da si s tem olajšamo kasnejšo izdelavo tuljave. Ovijamo žico. Več navojev bo pomenilo močnejše magnetno polje. Zdaj, ko smo tuljavo naredili, ne potrebujemo več tako dolgega tulca, zato pri koncih odrežemo. Zdaj moramo poskrbeti, da bo zvočnik gibljiv oziroma prožen.
Trši papir zložimo v harmonikasto obliko. Približno označimo mesto, kjer bomo prilepili magnet in papir. Na drug krožnik prilepimo še tuljavo, nato spojimo oba. Tako, zvočnik je končan. Preverimo, če deluje. Zato bomo uporabili funkcijski generator. Izmerjena upornost na žici s približno 150 navoji je 4,2 ohma, kar je primerno, saj za zvočnik potrebujemo upornost od 4 do 8 ohmov. Ker funkcijski generator na izhodu zahteva upornost približno 50 ohmov, zacinkamo zraven še 47-ohmski upor. Nova upornost žice zdaj znaša 50,8 ohmov. Napetost funkcijskega generatorja je nastavljena na 20 voltov, izmerili smo, da na zvočnik pride 7,3 volta. S pomočjo ohmovega zakona lahko dobimo tok, ki ga vstavimo v enačbo, s katero izračunamo, koliko moči dobi zvočnik. Vse je pripravljeno, pa poskusimo. Pri frekvenci 1 Hz lahko lepo vidimo en nihaj na sekundo. Pri povečevanju frekvence dobimo vedno več nihajev na sekundo, sčasoma jih več ne opazimo. Ker se človeški slušni spekter prične šele pri okoli 20 Hz, sedaj še ničesar ne slišimo. Ob prekinitvi stika se nihanje seveda ustavi. Sedaj pa preverimo, kako se bo zvočnik odrezal v praksi oziroma kako bo opravljal svojo vlogo prevajanja električnega signala v fizične vibracije, da bi ustvaril zvočne valove. Zato bomo potrebovali audio kabel s 3,5 mm jack-otičem in dva kabla s krokodil sponkami. Ena stran krokodil sponk gre na žici tuljave. Ustrezen stik lahko naredimo na več načinov, prikazana imam dva. Na eni strani sem zacinkala zraven kovinsko palčko, ki zagotavlja prevodnost, na drugi strani pa sem lak na žici odstranila s pomočjo vžigalnika. Drugo stran krokodil sponk pritrdim na jack-otič audio kabla, spodnji del predstavlja ground oziroma ozemljitev, zgornji pa je zvočni kanal, in sicer mono. Zvočnik priklopimo na televizijo. Če se sprašujete, kako je mogoče, da papirnati krožnik oddaja zvok? Sploh ni tako težko.
Ta doma narejen zvočnik se drži vseh ključnih principov, ki smo jih omenili že na začetku tega posnetka. Verjetno ste opazili, da zvočnik ob oddaljitvi tuljave od magneta preneha delovati. Magnetno polje tuljave z magnetnim jedrom je namreč veliko močnejše kot magnetno polje zračne tuljave. Polje bi lahko ojačali še z večjim številom navojem ali večjim tokom, saj ravno električni tok povzroča magnetno polje tuljave, ki je kar elektromagnet. S spremembo smeri toka se magnetna pola elektromagneta zamenjata. Nihanje v tem primeru morda ni prišlo dobro do izraza, toda če položimo roko na zgornji papirnati krožnik, čutimo vibracije. Ravno zato ljudje slišimo zvok. Zvok po mediju potuje v obliki razredčin in zgoščin in s tem ustvarja določene spremembe tlaka v tem mediju. Vibracije torej vplivajo na molekule zraka. Pred uporabo natančno preberite navodilo. V tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.